that's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it out. Poklic igralca, zanimiv, zabaven poklic. Kakšen poklic je pravzaprav to? Enim zelo všeč, enim mogoče ne toliko. Kaj so tiste glavne značilnosti tega poklica? Ja, jaz bi rekla, da je v bistvu igralski poklic smisel življenja. Ne na nek način. Zdaj, kakorkoli ga pač jemlješ, ampak vsekakor ostaja na nek način smisel življenja. Velikokrat prihaja do določenih zmot, ker si ljudje popolnoma napačno predstavljajo ta poklic. V bistvu največkrat si ga predstavljajo kot nekaj, kar je blazno fajn, kot nekaj, kar ti prinese veliko privilegijev v življenju, kot nekaj, ko ne rabiš nič delati. Kaj pa vi delate, greste malo na oder, nekaj poveste in to je to. No, to je napačna predstava. Poklic igralec ima mogoče, je najbolj zanimiv v tem, da je to eden tistih poklicov, za katerega se običajno ne moreš kar tako odločiti, ampak je tisti poklic, ki te pokliče, tako kot je beseda poklic. Ne? Torej, za ta poklic moraš biti kot prvo nadarjen, oziroma moraš imeti neke sposobnosti, ki jih ta poklic pač zahteva. In te sposobnosti so sposobnosti vživljanja, sposobnosti relativno dobre retorike, govora, da imaš normalen govor, in pa seveda željo potem, ne, da se seveda kažeš ljudem. To so mogoče nekako najbolj osnovne stvari, ki jih za ta poklic rabiš. Pa prinese tudi slavo, zvezdništvo, prepoznavnost. Vsi nekako povezujemo igralski poklic pravzaprav s tem, ne? Ja, ampak je popolnoma različno oziroma drugačno, ali živiš v Sloveniji ali živiš v Ameriki, ne? Pri nas res, da ti pač igralski poklic prinese neko določeno prepoznavnost in tako naprej, ampak jaz zaenkrat v Sloveniji moram reči, da to nima nima nobenega pretiranega vpliva zdaj na to, kako bo potekalo tvoje življenje, oziroma včasih je lahko celo v napoto, ne? Moram reči, da je Slovenija znana tudi po tem, da on je pa slaven, no, dajmo ga ne marati. Zdaj, če hočeš biti slaven, ne, če je to želja nekoga, ne, pa misli, da bo to našel v tem poklicu, bo na nek način lahko razočaran. Bolje boljše biti televizijski voditelj ali pa boljše biti v kakem bendu pa pet ali pa kaj takega, ne, to je bliže temu, ne. Več tega nosiš, bolj je to izpostavljeno v igri. Običajno tudi tako, da je ta slava, razumeš, na nek tak način, da jo ti čutiš v obliki aplavza po koncu predstave, ne. Ampak urniki niso takšni, ne vem, 8-urni delovnik, zjutraj se zbudiš in greš v službo ob 8 in prideš ob 4 domov. Zahteva kar nekaj od tebe. Ja, urniki so, moram reči, zelo različni. V bistvu v nekem določenem času ustaljeni, kar pomeni, če delaš nek nov študij v gledališču, kakšno novo gledališko predstavo, so predvidljive pač vaje, ki jih imaš od 10 do 2 popoldan in potem od 7 do 10, 11 zvečer. Seveda, če teh večernih vaj nimaš, imaš predstave, tako da v bistvu včasih se zgodi, da greš tam mimo 2 tedna in tebe noben večer ni bilo doma ali pa kaj takega. Seveda potem pride zraven tudi kakšne te popoldanske vaje, če so potrebne, vikendi, tudi ki jih moraš včasih si odžreti. Tako da nekega zdaj ustaljenega ritma ni, oziroma moraš biti navajen, moraš pričakovati to, da se ti lahko kadarkoli, karkoli zasuka in da pač bo še kakšna sobota splavala po vodi in tako naprej. Zelo specifični so urniki, ne? Torej ti delaš običajno dopoldan vadiš od 10 do 2, zvečer od 7 naprej pa igraš. To, da v bistvu delaš glavnem zvečer in dopoldan, vmes imaš fraj, skratka delovnik ni 8 ur, ampak je delaš po več sklopih na dan, skratka odvisno kako se vaja.
No, ampak ima pa tudi ta poklic pozitivne in negativne strani. Katere so mogoče tiste zate? Kaj je tisto pozitivno od tega poklica, kaj je tisto mogoče negativno? Ja, no, pozitivno je to, da če imaš ti rad človeka v njegovi celoti, ne, torej njegove najbolj mračne in njegove najbolj vesele stvari, je to v bistvu poklic, ki se izključno ukvarja s tem. Torej z človekom, z njegovimi problemi, s tem, kako probleme nosiš, kako nastanejo, kako jih doživljaš, ne. Ta poklic je v bistvu najtežji ali pa težek v tem, da v bistvu to, kar običajni ljudje skrivajo, ne, to, kar mi skrivamo, naprimer žalost običajno probaš skriti, mislim, neke posebne, ekstremne čustvene dogodke jih probaš nekako prikriti in si narediš masko. Ta poklic dela ravno obratno, da to razkriva, ne. Tu ni delam se. Tu v bistvu v tem poklicu, če hočeš dobro delati ta poklic, te stvari dejansko na tak način doživljaš. Res pa da z neko distanco, kot se temu reče, ne, v profesionalnem smislu, kot se temu reče, da mali možgani morajo pa vse to kontrolirati, ker drugače, če bi pa ti šel popolnoma v to, bi bil pa v bistvu že nor ali pa blazen.